Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Jaz se nahajam v Hevizu, kjer je največje termalno jezero v Evropi. Zdaj sem se pa že odpravil s kolesom proti Balatonu do mesta Kesteli oziroma po slovensko Blatenski kostel. Za začetek imam do Kestelija 4 km take čudovite kolesarske poti. Tudi vreme je takisto čudovito. Ob 8:30 zjutraj je bilo 18 stopinj Celzija, napoved je pa, da bo sončno cel dan. Jaz sem tukaj ob Balatonu že bil na dopustu in tudi ene dvakrat tako na izletu. Prvič pa tukaj kolesarim. Okolica Balatona tukaj je turistično zelo močna regija, kar se pozna tudi po dobri kolesarski infrastrukturi. Okrog in okrog jezera obstaja kolesarska proga v dolžini 209 km, ampak jaz si letos nisem splaniral dopusta tako, da bi izpeljal cel krog. Po prometu se vidi, da sem že prišel v Kesteli. Tukaj se zdaj zapeljem dol do obale, da vam pokažem Blatno jezero od blizu. Evo, pa sem prišel do jezera. Tukaj v smeri severovzhod je jezero dolgo 75 km, širina je približno 10, na najožji točki celo samo 4 km. Jaz bom zdaj tle naredil eno fotko, potem se pa zapeljem gor ob obali, malo severovzhodno. Evo, super, res lepo, ko na morju. Voda pa je taka malo bolj rjava, da ustreza imenu Blatno jezero. Zdaj, takoj tukaj v Kesteliju sem že najdel kolesarsko stezo, ki gre gor naprej proti Tihanju, pa grem kar en kos po njej, da vidim, kako izgleda. Kolesarske steze pa ni težko najti, ker je zelo lepo označena s temi modrimi tablami in s temi zelenimi označbami. Ja, ta kolesarska steza je res zakon. Tak mir, tišina, ptički žvrgolijo. Prav paše mi danes tako se voziti mimo vsega prometa, izven vseh cest. Včeraj sem se namreč prepeljal iz Dolge vasi, tam me je žena dala iz avta ven in sem prekolesaril čez Lenti v Hevis. Vse je bilo super, 77 km, promet pa tak nedeljski, ampak zelo hiter. Ni bilo kakšnih nevarnih prehitevanj, ampak vseeno je bilo malo moteče. Edini, ki me je grdo prehitil, ampak res edini, je imel registrsko tablico Murska Sobota. Zdaj imam željo iti v Balaton Gjurok, to je en manjši kraj tle naprej, kjer sem bil pred 17 leti na dopustu, pa bom videl, če se bom karkoli spomnil. Moram pa reči, tudi ta kolesarska steza ni idealna. Se najde na njej včasih kakšen pešec ali pa avto, ki je mogoče asfalt malo dvignjen zaradi kakšne korenine, ampak na splošno je pa fenomenalna. Res si popolnoma odmaknen od vseh drugih cest in od infrastrukture. Tle na tem delu mogoče samo malo pogrešam, da bi videl jezero, ampak tudi to bo še prišlo na vrsto. Ja, tukaj se spomnim, to je Balaton Gjurok. Ne bom se ustavljal, grem kar naprej. Zdaj sem prišel precej blizu jezera in nadaljujem svojo pot še malo ob obali. Vidiš, in bi rekel kdo tako laično, Madžarska je ena sama ravnina, ampak ni res. Sploh ta zahodni del iz Slovenije ven je kar valovit. Včeraj na 77 km sem imel 710 višincev. Danes jih ne bom imel toliko. Narisal sem si 74 km progo s približno 450 višinci. Bomo videli na koncu, koliko dejansko bo. Ja, te ovire so malo moteče, ampak po drugi strani je pa prav, da so. Na te ograje sem naletel povsod, kjer je bilo treba prečkati železniško progo.
Tukaj zdaj vidimo, da se je kolesarska steza odmaknila od Balatona za kakšen kilometer in tle bom zdaj jaz zavil levo proti severu in grem pogledat še eno mestece, ki mi je ostalo v zelo lepem spominu, to je Tapolca. Tapolca je dobila ime po naši besedi za toplice. Sredi mesteca imajo v centru eno manjše jezerce, imajo pa tudi podzemno kraško jamo, po kateri lahko veslaš s čolnom. Prevoženih imam 31 km, kar pomeni, da bom v Tapolci lih nekje na pol poti. Če bo vse po sreči, se bom tam dobil s soprogo in naredil en postanek za kavico. Zdaj tako par kilometrov proč od Balatona vidimo, da ni več kolesarskih stez, ampak je cesta praktično brez prometa in tudi okolica je čudovita. Za tiste, ko vas zanima več, bom pa itak od spodaj v opis videa dal link od Strave, da boste videli, kje sem se vozil. No, in lahko sem govoril, da tukaj ni več kolesarskih stez, sem spet naletel na eno, približno 5 km pred Tapolco. Zdaj, ko sem prišel v mesto, je tudi malo več prometa, pa bomo lahko videli, kako vozijo madžarski vozniki, ker te ravne ceste omogočajo kar visoke hitrosti. Lahko si ustvarite mnenje sami, ampak jaz dejansko z madžarskim prometom nisem imel kakšne slabe izkušnje. Evo, lejte, kako je lepo. To je center Tapolce s tem mini jezerom ali ribnikom. Evo, še ribe so noter. Okay. Ob vodi so lokalčki, tako da greva zdaj s soprogo na eno kavico. Je šlo v redu? Ja, super. 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 Ob jezeru skozi kolesarska steza, tle gor pa praktično nobenega prometa. Zgleda, da je na Madžarskem prav taka navada. Spet sem dobil en kozarček vode, ki izgleda, kakor da je šnopček. Vidite, tako zgleda najin dopust. Jaz dopoldan kakšne 3 urce kolesarim, žena itak gospodinja ima drugo delo. Pol popoldne greva pa kaj pojest, pa skupaj pohajačiva. Evo, super, lep postanek za kavico. Zdaj pa grem naprej, ven iz centra Tapolce, nazaj proti Hevizu. Zdaj, ko zapuščam Tapolco, imam 42 km in točno 200 višincev, tako da imam še dobrih 30 km do apartmaja in pa kakšnih 250 višincev bom še mogel nekje nabrati. Predvidevam, da bom na te vzpone naletel prav v kratkem, ko bom moral prečkati tole hribovje. In kakšna sreča, pa vsem naključno sem se znajdel na trasi nedavne dirke po Madžarski, tako da je lep vzpon zagotovljen. Tukaj so vozili 11. maja letos, se pravi pred 11 dnevi. To je bila njihova druga etapa, ki pa se je štela kot ravninska. Tle se lepo vidi, kako je valovita ta pokrajina. Ni prav čista ravnina, tako malo gor dol, ampak taki nežni hribčki in vzponi tam 3-4%. Evo, zdaj imam še en lep 3% vzpon, imam 57 km in 400 višincev in še slabih 20 km do cilja. Zdaj za tiste, ki vas je zamikalo, da bi prišli kolesariti na Madžarsko, imam pa samo še en nasvet in sicer bor pomeni vino, veher je belo, voroš je rdeče, šur je pa pivo, kiš je malo in nač je veliko. Igen, bodite fajn, kjerkoli že ste, ko so nam za pozornost in se vidimo prihodnič. Vege!